Ekipa živijo. Gledam stare vloge, stare videoposnetke in ugotavljam, toliko enega govora je že bilo v tej naši CO2 nevtralnosti, v tem našem sajenju dreves. Ja, Madonna, kaj imamo pa za pokazati? Nikoli se nisem fokusiral na to, da dejansko pokažem, kako se ta drevesa sadijo, kako jih sadimo v sklopu projekta Trislet. In danes sem se odločil, da vam pokažem majčkeno tudi ozadje tega projekta, da pokažem ekipo, ki sadi ta drevesa, konkretno v Tanzaniji, in da boste tudi na tem področju malo bolj informirani. In verjamem, da bo ta prispevek danes zelo zanimiv. Pojdimo pogledat. To je naša sajalna ekipa v Tanzaniji. In ponosen sem na to ekipo, ki v teh dneh intenzivno sadi drevesa zato, da bojo pripravljena na deževno obdobje, ki prihaja v aprilu. Ampak zakaj pa sploh to počnemo? V resnici izhajamo iz preproste ideje, da bi naravi vrnili tisto, kar ji vzamemo. Ena izmed naših vrednot v podjetju je v bistvu tudi odgovornost. Odgovornost do okolja. Če drevesa sekamo, je prav, da jih tudi sadimo. Tako vsaj delno kompenziramo vpliv, ki ga kot podjetje imamo do narave. In želimo si, da tako ne bi razmišljali samo mi, ampak tudi druga podjetja. Želimo biti zgled drugim podjetjem, da postanejo bolj zelena, da se zavedajo, da imamo samo en planet in da lahko samo skupaj naredimo res eno veliko spremembo. Posameznik ni dovolj, skupaj moramo biti. S tem videom pozivam tako posameznike kot podjetja, ker želim, da se zavedamo, da v resnici ne rabimo delati velikih premikov, pa reševati sveta, zato da smo lahko boljši. Sprememba se začne pri posamezniku. Vsak posameznik se odloči, ali bo kupil določeno stvar, ki jo rab, oziroma ki jo ne rab, pa da je mogoče iz umetnih materialov namesto iz naravnih. Vsak posameznik se odloči, kako bo ločeval svoje odpadke. Vsak posameznik se tudi odloči, kaj bo jedel. In naša pot je povezana z sajenjem dreves. Ni pomembno, katero pot v resnici berete, gre se samo za to, da če vsak posameznik vsaj nekaj majčkenega naredi za okolje, lahko skupaj naredimo velik rezultat. In naj bo to samo ena pozitivna misel, naj bo to motivacija za naprej in naj bo to upanje, da še lahko stvari spremenimo na bolje. Hvala, se vidimo. Čau, čau!